Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, 31. oktobra, vse od leta 1992, Slovenci imamo praznik in ga praznujemo, to je dan reformacije. Spomin na dogajanje v 16. stoletju, ki je zaznamovalo svet kot nobeno poprej. Gre za versko, politično in kulturno dogajanje 16. stoletja. Slovenci pa hkrati tudi na nek način praznujemo rojstvo slovenskega jezika oziroma se spominjamo Primoža Trubarja. Pogovor bo danes z magistrom Leonom Novakom, škofom Evangeličanske cerkve Augsburške izpovedi. Hvala za povabilo, da smo prišli k vam. Magister Leon Novak, verjetno je to pravšnji trenutek, da se sedaj pred praznovanjem spomnimo tega dogodka 16. stoletja v začetku in seveda počastitev dneva reformacije. Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Res je, reformacija je za Slovence veliko prenesla, kot ste omenili. Za samo reformacijo in pa za delovanjem Primoža Trubarja se je začel razvijati slovenski knjižni jezik. Trubar je prevajal do takrat še neobstoječ jezik Novo zavezo, sam ga je moral ustvariti in na drugi strani se je predvsem zavzemal za to, da bi ljudje postali pismeni, torej da bi lahko brali in pisali, kajti v tistem času je bilo nekje okrog 97–98% prebivalstva nepismenih. Tako da je Trubar kot prvo delo izdal katekizem in abecedari, potem pa je nadaljeval z prevajanjem Nove zaveze, hkrati pa so protestanti ustanavljali tudi nove šole, tako da so te šole lahko obiskovali vsi, tako fantje kot dekleta, na podeželju in pa tudi v mestu. In ravno letos praznujemo 500-letnico rojstva Adama Bohoriča, enega izmed največjih slovenskih šolnikov, voditelja, ravnatelja tudi stanovske šole v Ljubljani in pa seveda znanega potem, da je slovenski jezik za svojo primerjavo slovnice z drugimi jeziki na Evropi postavil tudi na zemljevid evropske jezikovne skupine in slovenščino postavil s tem v bok drugim jezikom. Tako da je v tistem času reformacija za slovenski narod prenesla veliko. Trubar nas je nenazadnje tudi nagovoril kot ljubi Slovenci in nam dal s tem tudi seveda nacionalno identiteto in ravno zaradi tega se vsako leto tudi na 31. oktober spomnimo dneva reformacije. No že, če greva na začetek Martinu Luthru, v Wittenbergu je tiste svoje teze predstavil, že on je kot eno od osnovnih načel povedal tudi branje svetega pisma v domačem jeziku. To je bilo takrat za tisti čas zelo, bova rekla, revolucionarno, kaj ne? Ja, tako je. Kot vemo, je bil Luther profesor Nove zaveze na Teološki fakulteti v Wittenbergu. Tam je predaval svojim študentom in pa seveda na drugi strani tudi spoznal, da ljudje svetega pisma in pa njegovega sporočila ne poznajo. Zato se je zavzemal, kot sem že prej tudi omenil, za ustanavljanje šol, da bi ljudje, še posebej pa otroci, postali pismeni, da bi se naučili brati in pisati in začel je potem prevajati sveto pismo v nemški jezik. Pri tem pa je uporabljal predvsem tiste izraze, ki so bili vsak dan tudi uporabljeni v medsebojnem pogovoru. Tako da je vzel veliko ljudskih izrazov v te prevode. S tem je seveda prevod postal razumljiv za vse ljudi in na ta način je želel spodbujati ljudi, da bi začeli brati sveto pismo. Druga pomembna stvar, ki se je zgodila v tem obdobju je, da je Gutenberg začel tiskati knjige. S tem se je sama cena za Biblije znižala, tako da so si sveta pisma lahko kupili ne samo izbrani ljudje kot plemiči, kralji, ampak tudi že malo premožnejši meščani. Za vse druge pa je bilo sveto pismo potem tudi na razpolago, tako da so ga imeli v cerkvi in so ljudje lahko tam to tudi prebirali, pač tisti, ki so obvladali branje in pisanje seveda. No, evangeličanska vera je potem našla na Slovenskem prav najbolj trdne temelje tukaj v Prekmurju, v deželi ob Muri, tudi danes je tudi največja cerkvena občina in nekako ravno zaradi tega, ker so ljudje bili prav na tem delu
Evrope, morda najbolj na prepihu in dojemljivi za novo veroizpoved oziroma za novo versko skupnost. No, tudi tukaj na pomurskem območju se je uveljavljal ta princip reformacije, da naj vsak bere Sveto pismo v svojem jeziku, in že v predgovoru k prevodu Nove zaveze, ki ga je prevajal Štefan Kuzmič, je zapisano, da pač naši ljudje prevoda Trubarja in Dalmatina ne razumejo, zato rabijo prevod Svetega pisma v svojem jeziku. In to je potem začel prevajati, kot sem prej omenil, duhovnik Štefan Kuzmič, tako da smo 1771 dobili potem tudi prevod Nove zaveze v prekmurskem jeziku, in to je seveda potem spodbujalo tudi ljudi k temu, da so ga vzeli v roke in začeli prebirati. Ampak tudi tukaj je veljalo to načelo, da se morajo ljudje izobraževati, da otroci morajo obiskovati šole, da se naučijo brati in pisati, seveda tukaj zdaj v prekmurskem jeziku, tako da je za evangeličanske verske skupnosti veljalo, da poleg cerkve stoji še tudi šola in župnišče, ta trojček. Vera oziroma nekoliko drugače, ki nekako povzdiguje ali pa bova rekla, potrjuje osebno vero človeka do Boga, brez nekih vidnih predstavnikov oziroma posrednikov, bova rekla, je seveda našla ugodna tla tudi zaradi tega, ker gre, tudi lahko bi rekla, da je dan reformacije, dan praznik strpnosti. Izredno strpnost, kar je se pokazalo tudi tu v Prekmurju. Prvi zasledki ekumenizma praktično se nahajajo ne v Evropi morda, ampak prav tu v deželi ob Muri. Ja, tako je. To ekumensko sožitje je bilo značilno, še posebej tukaj v Murski Soboti. Že v letih 1926 so se vsak dan ob sprehodu pogovarjali židovski rabin, evangeličanski duhovnik in katoliški dekan. To je bilo za tisti čas nekaj izrednega, revolucionarnega, vendar pa so na ta način pokazali, da če se mi družimo, pogovarjamo, spoštujemo, potem delajte tudi vi tako. In ta gesta je zares pustila globoke sledi v Pomurju in Prekmurju, tako da lahko z ponosom povemo, da živimo na območju regiji, kjer se ljudi ne glede na versko prepričanje, na narodnost, na jezikovno skupino med seboj spoštujejo, živijo v sožitju, in to bi morali gojiti in negovati tudi v bodoče. To je velika in bogata dediščina, ki jo moramo ceniti in za katero se moramo tudi še posebej zavzemati, da bodo tudi mlade generacije odraščale v tem duhu. Kajti, če pogledamo malo po svetu ali pa po državi, vidimo, da je veliko nestrpnosti, veliko sovraštva, veliko konfliktov, vojn, veliko izkoriščanja, in ravno ta model sožitja, medsebojne solidarnosti, spoštovanja, je lahko model tudi za vse druge pokrajine, regije in pa države Evrope in pa seveda sveta. Magister Leon Novak, morda še beseda, da moramo mimo seveda dogajanj aktualnih, nesrečni virus, ki nas je, pravzaprav ne samo nas tukaj v svetu ob Muri, ampak celotno Slovenijo, celotno Evropo nekako zaznamoval, označil. Je morda tudi v tej slabi strani dogodkov kaj dobrega, morda v tej strpnosti, navezujoč se na vaše besede, v toleranci, morda nam to prinese zopet povratek k nekim tistim osnovnim civilizacijskim normam, spoštovanje sočloveka, toleranca, razumevanje drug drugega, kajti smo pač v takšni težki situaciji in morda je to tudi kakšna dobra plat te medalje. Ja, res je, vsaka kriza v bistvu lahko ima tudi drugo plat medalje, ki je mogoče bolj svetla in pozitivna. Zdaj, ko se zaustavlja vso javno življenje in ko so zaprte vse druge trgovine, ko ni več nobenih drugih družbenih dogodkov, ljudje pač ostanejo doma in mogoče je to res čas, da razmislijo malo o svojem življenju, o prioritetah v svojem življenju, da se osredotočijo nazaj na bistvo reformacije, to, da začnejo prebirati Božjo besedo in da se
bom rekel, tudi podredijo božjim zahtevam ljubezni, usmiljanja, pravičnosti in sočutja. In ravno to rabimo tudi v tem času epidemije. Vidimo, da je veliko okuženih, da ta bolezen terja velik davek med prebivalci in na drugi strani je to priložnost, da začnemo tudi eden drugemu pomagati, kolikor se seveda da, in da upoštevamo tudi vse higienske predpise, ampak da še posebej starejši ljudje, ki so mogoče osamljeni in zdaj v tem času res močno izolirani, da ne obupajo, da se ne počutijo zapuščene ali pozabljene, temveč da jih mogoče, če ne drugače, saj pokličemo po telefonu, se z njimi pogovorimo, jih malo spodbujamo, jim damo neke dobre volje, tako da bodo ta čas lahko lažje tudi preživeli. In seveda z upanjem, da se bo ta kriza enkrat tudi ustavila, da bo izginila in da bomo resnično iz te krize prišli kot prenovljeni ljudje, ki se med seboj spoštujejo, pomagajo, ki so solidarni in ki eden drugega spodbujajo k dobrim dejanjem. Epidemiološke razmere, takšne kot so, tudi narekujejo, da letos ne bo proslave ob dnevu reformacije. Na predvečer tega praznika 31. oktobra je vedno bila v Ljubljani, pa tudi kje drugje. Torej ne bo neke ustaljene prakse, bomo rekli, ampak kar pa ne pomeni, da ljudje v sebi ne bi neke dodane vrednosti ob tem praznovanju vendarle imeli in začutili, morda v mislih, kot ste dejali, z knjigo v roki, takšno ali drugačno, in obeležili na svoj način ta praznik. Proslava ob dnevu reformacije bo potekala v drugi obliki. Predvideno je bilo, da bi bila tukaj v Lendavi, v kulturnem domu, vendar je zaradi epidemije pač bila prenešena v Ljubljano. Proslava se je posnela v televizijskem študiju nacionalne televizije in bo predvajana v petek ob 20. uri. Brez občinstva seveda in v popolnoma drugačnem okolju, ampak vseeno proslava bo, ta dan reformacije se bo obeležil. Pomembneje pa je to, kako mi obeležimo ta dan reformacije. Ravno to, kar sva prej govorila, reformacija pomeni prenovo, zapustiti napačno smer v svojem življenju in se vrniti nazaj na pravo pot, ki nam je s svojim življenjem delovanjem pokazal tudi Jezus Kristus. To pa je pot ljubezni, medsebojnega spoštovanja in solidarnosti. In če se bomo vrnili na ta pot in imeli tudi prenovljen in okrepljen stik z našim odrešiteljem na osebni ravni, bomo tudi celotno družbo preplavili z pozitivnimi mislimi in dejanji. Magister Leon Novak, škof Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi, čestitke ob vašem prazniku, prazniku vaših vernikov in tudi vseh ostalih Slovencev in verjetno tudi priložnost, zahvaljujem se vam za tale pogovor, da nagovorite naše gledalke in gledalce in zaželite ob tem prazniku neko voščino. Ja, hvala lepa. Torej tudi jaz čestitam vsem Slovenkam in Slovencem ob dnevu reformacije in se še posebej želim, da bi ta dan reformacije preživeli v krogu svoje družine, v zdravem okolju, v prijetnem okolju, v ljubečem okolju in da bi to ljubezen in to druženje delili tudi z drugimi, seveda zdaj bolj na ravni distance in pa upoštevanja higienskih predpisov, kljub vsemu pa za dobro besedo, z dobrim klicem po telefonu, da bomo vse ljudi, ki so mogoče osamljeni, spodbudili in okrepili v njihovi težki situaciji. Hkrati pa se moramo tudi sami zavedati, da je to priložnost, da prenovimo svoje življenje in da se postavimo na pot, ki nam jo je začrtal naš Gospod Jezus Kristus.